Pozdravljeni v oddaji Portret. Drage gledalke in gledalci, jadralno padalstvo je športna disciplina, ki postaja vse bolj množična. Vendar pa je malo znanega, kaj to pomeni, kako poskrbeti za svojo osebno varnost, kako leteti, kateri letni časi so najbolj primerni za letenje in še marsikaj je neznanega. Na vsa ta vprašanja in še marsikaj več bo povedal Domen Šergan, mlad perspektiven jadralni padalec in državni reprezentant. Ja, jadralno padalstvo je nekak način življenja. Izgleda tako, da greš na hrib, lahko peš, lahko z avtom, na več načinov. Je pa res, da je potrebna fizična pripravljenost, pa tudi precej premišljenosti, da stvar steče gladko in varno. Učni proces se začne s tem, da spoznavaš opremo, greš na poligon, tam opraviš kar nekaj štartov in pristankov. Potem pa začneš, če si pripravljen, če vidiš, da si za ta šport z višinskimi poleti. To pa pomeni več kot 300 metrov višinske razlike med vzletom in pristankom. In potem opraviš enih 50 višinskih poletov, da si pripravljen na izpit. Že od nekdaj sem opazoval nebo, gledal ptice, razne jadralne in leteče priprave in se že kot otrok metal iz raznih mej in si iz vrečk za smeti in raznih vrvic pripravljal nekaka padala. Potem pa, ker so prijatelji videli, da imam res voljo in veselje do tega športa, sem dobil za nek rojstni dan karto za tandem, letenje v tandemu, in takrat, ko sem pristal, tisti trenutek sem se odločil, da se bom vpisal v šolo letenja, in tako se je tudi zgodilo. Ja, res je, poznamo veliko vrst jadralnih padal, od šolskih do rekreativnih, kasneje športnih, tekmovalnih, in tudi od lahkih do malo težjih. Ponavadi je razlika, da lahka padala in lahka kompletna oprema je za prosto hojo v hribe, hike and fly, oziroma tekmovalna padala, ki so pa iz drugačnih, bolj močnih, odpornih materialov, da zdržijo daljše ure, večje obremenitve. In pa tudi manjša padala, to so pa ponavadi speedwingi, ki pač merijo okrog 9–10 kvadratnih metrov. To so pa za res spuste v dolino, hitre spuste v dolino po raznih kanalih, gorskih kanalih in prehodih. Potem poznamo še akropadala na daljših vrvicah, bolj hitro odzivna za izvajanje akrobacij, in pa tandemska padala za letenje v tandemu s potnikom iz hriba. Ja, tako kot vsak začetnik sem tudi jaz začel s šolskim jadralnim padalom varnostne klase A. Potem pa počasi napreduješ z izkušnjami, z urami v zraku, kako se počutiš varno v zraku, in pač prideš do varnostnih razredov, ki so manj varni, ampak posledično bolj hitri, več se da narediti z njimi, večje prelete, hitrejši so. Tako da jaz trenutno letim varnostni razred C. Ja, tudi tekmovanja so tako prilagojena kot oprema. Imamo več vrst tekmovanj z jadralnimi padali. Če začnemo pri
hike and fly tekmovanjih. Ponavadi so ta postavljena tako, da se nekako zjutraj v popoldanskih urah piloti zberemo in potem tečemo na hrib. Kdor bo hitreje prišel na hrib, ta bo zmagal in potem se leti s padalom v dolino. V dolini pa ponavadi neka točka, ki se jo mora zadeti, oziroma nek poligon, in s tem, ko ti pristaneš, se rezultat izboljša ali poslabša, glede na čas, ki si ga imel za hojo v hrib. Poznamo pa tudi tekme v preletih, potekajo na raznih registriranih vzletiščih po državi, kasneje tudi meddržavna evropska tekmovanja in pa tudi svetovni pokal, ki ponavadi poteka vsako leto v drugi državi, kjer se pač izbere za to leto tekma. Ni vsako tekmovanje za vsakogar, to si pač vsak posameznik izbere sam, kam bo šel. Ponavadi si izbiraš neko smer, usmeriš se, v kaj ti bolj leži. Ali si bolj v pohodništvu in raje hodiš hitreje v hrib, ali ti bolj ležijo preleti in na podlagi tega se odločiš tudi kasneje, potem kako ti gre, spelješ pač tekme naprej. Zdaj, ali si samo na državni ravni, ali tudi kasneje se lahko uvrstiš, tako kot pri drugih športih, tudi više. Potrebuješ tudi primerno opremo za napredovanje. Število tekmovalcev na tekmi pa se razlikuje ponavadi od prilagoditve tudi štarta. Štarti so lahko manjši, večji in glede na ta štart se določi optimalno število tekmovalcev, ker potem, če je tekmovalcev preveč za ta štart, vse je tudi potrebno spraviti v zrak in potem nastane zelo velika gneča. Zato je čisto odvisno, od 50 pa do 150. Najprej se izvede pač prevoz na štart, potem pa je na štartu se počaka na primeren trenutek za vzlet. To se določi, kako se dan razvija glede na vreme. Potem se piloti vsi zberemo na briefingu, to je nekak sestanek, da se dogovori za nalogo, ki bo potekala ta dan. Potem pa si pripravi opremo in se pripravi na štart. Počakaš na štart, spet odvisno od velikosti štarta, koliko pilotov naenkrat lahko štartuje. Pač v vrsti počakaš in v zraku se določi ura štarta in takrat ti na inštrumentu piše, da lahko štartaš. In recimo imaš uro pa pol časa, da si ti poiščeš najbolj optimalno točko v zraku, da prideš čim višje in višje kot si, večja je tvoja prednost za odpeljati nalogo. Pri tekmi v preletih je pomemben v osnovi čas. Potem pa se glede na klaso, ki jo letiš, določi tudi težnost naloge, oziroma važno je, da ti izpelješ število točk oziroma kilometrov, ki se določi. Potem imaš možnost tudi napredovati v času, se pravi, hitrejši kot si, boljše mesto je zate. Temeljna osnova za letenje s padalom je, da dobro poznaš vreme. Meteorologija je osnova za varnost v zraku. Če ne preračunaš, ne predvidiš vetrov, ki bodo mogoče čez eno uro se pojavili na štartu, lahko privede do strašnih napak in tudi posledično nesreč. In za dobre prelete je treba pač upoštevati tudi termiko. In preučiš termiko, lahko že prejšnji dan si pripraviš nek zemljevid, kam boš letel. In pri tem upoštevaš termična dviganja. Ta dviganja so pa od letnih časov do
vremenskih pogojev v tistem kraju lahko zelo različna. Tako da pač treba je poznati osnove. Imamo stebre, termična dviganja in v tistih stebrih mi jadralni padalci, kot tudi drugi jadralci, nabiramo višino in s to višino potem koristimo dolžine, ki jih lahko tisti dan preletimo. Ja, prijazni vetrovi ali pa malo manj prijazni, to je zdaj spet odvisno od lokacije, kjer se nahajamo. Po Sloveniji imamo toliko različnih terenov, da je lahko na eni strani Slovenije en veter čisto drugače prijazen kot na drugi strani Slovenije. Recimo v našem lokalnem okolju, tule po Zasavju, je zelo neprijazno in se ga zelo bojimo vetra, to je jugozahodnik. Ko se napoveduje jugozahodnik, je ponavadi napoved neke fronte, ki prihaja k nam. In jugozahodnik v naših dolinah pomeni sunkovit veter, močan veter in tega se zelo izogibamo. Tako da že ko začne pihati en večer prej, mogoče že ne priporoča se letenje pri nas. Medtem ko na Primorskem je jugozahodnik čisto dober veter. Recimo na Primorskem je manj primeren veter za letenje burja, ker je močnejši kot pri nas, dobi višjo moč ponavadi in je manj primeren na Primorskem kot pri nas. Potem pa čisto odvisno. Alpske doline imajo razne dolince, ki pihajo po dolinah sredi dneva navzgor ali pa navzdol, odvisno od tistega dneva. Tako da vse te vetrove in razvoje je potrebno prej preučiti. Tudi nastanek neviht v spomladanskem času, zgodnje poletnem času so razvoji neviht lahko zelo nevarni in zato je tudi treba poznati oblake. Oblaki se lahko iz majhnih razvijajo v velike in tisti veliki oblaki srkajo v vase, se pravi, lahko te požre in te dvigne na 12.000 metrov. Tam v tistem oblaku se marsikdo ne bi počutil dobro, tako da to so nevihtni oblaki, ki se jih je treba izogibati. Dobro je, če prej preučiš oblake, se pravi, imamo pokritost, takrat pač ne bo take termike, če je pokrit z raznimi oblaki, koprenami. Če so v zraku ali pa da je napoved že prej, da se bodo razvijali kumulusi, to pomeni, da se bo dobro razvijalo, da bo termika močna, vidna, kar pomeni, da se bo dal tisti dan verjetno dobro odleteti. Potem pa tudi višina oblakov. Če je nizka baza tisti dan, pač se ne bo dvignalo visoko, to je, ne vem, do 1000 metrov, se tudi težko pol odleti daleč. Če bo pa tisti dan baza visoka, ne vem, 2500 metrov, se pa lahko dvignemo više do oblaka in tam posledično letimo dalje. Ja, začnemo v varnih razmerah, to ponavadi sploh spomladi, da se začetniki podstopijo letenja bolj v večernih ali pa zgodnjih jutranjih urah in kmalu pristanejo. Ker okrog 12. ure je sonce najvišje, najmočnejše, takrat so pogoji za letenje najmočnejši. To pomeni, da so zračna dviganja zelo močna, lahko tudi ostra, ko prideš na rob stebra, ki lahko padalo zapre, ker nekje se zrak dviga, nekje se zrak spušča in ko prideš na ta prehod, zna biti kar turbulentno. Zato se pač začetniki tega morajo malo še izogibati, da dobijo feeling do krila, da počasi spoznajo, da to ni tako hudo, da se pravilno reagira in v pravilni reakciji takih stvari niso tako grozovite. Zato se pač na tekmovanjih pa mogoče lažje izogibamo oziroma koristimo te močne razmere. Tam so te močne razmere precej dobrodošle, da lahko čim več izkoristiš teh razmer. Hitro dvigneš, hitro dobiš višino in hitro odpelješ dalje.
Ja, rezervno padalo je pa obvezen del opreme. Zdaj v klasičnem letenju je pač eno rezervno padalo dovolj. Na tekmah višjih rangov je pa potrebno imeti 2 rezervni padali. Tudi če sam letiš rekreativno, nikoli ne bo škodilo, če le imaš manevrski prostor v teži, da imaš s seboj 2 rezervni padali. V primeru nezgode ti lahko pride prav levi izmet, desni izmet, pri rotaciji, pri višinah različnih, lahko ga vržeš v kupolo oziroma med štrike in se ti sploh ne odpre. Ja, tle je zdaj odvisno od pogojev, pa od klase padala, ki jo letiš. Prvo skušaš, če imaš seveda dovolj višine za reševanje, odpreti glavno padalo. Če vidiš, da se ne bo več dalo rešiti glavnega padala, potem se moraš odločiti vsaj kakih 150 metrov višine, da imaš še rezerve, da vržeš rezervo, da se še odpre. Če si ti v neki rotaciji, da je to prisotne velike energije, moraš biti tudi pazljiv, kam boš vrgel to rezervno padalo, da se bo odprlo, da se ne bo zapletlo med štrike. Če se vrtiš v eno stran, moraš vedno vršiti padalo v tisto stran, ki je frej, da ne bo padlo v štrike. Minimalna višina za odpiranje rezervnega padala je nekje 150 metrov, da se varno odpre in da se še ustavi pred pristankom na tla. K sreči jaz še nisem bil v taki situaciji, da bi mogel uporabiti padalo, pač probaš svoje padalo obdržati čim bolj v pravi obliki, da ga lahko nadzoruješ. Tako da ne, nisem še uporabil rezervnega padala, hvala Bogu. Ja, sam letim in sem se tudi včlanil kot v prvi klub, v klub jadralnih padalcev Metulj iz Rimskih Toplic. Tam sem opravil tudi šolanje. Ta klub ima svojo šolo, ima svoje inštruktorje. Prve vzlete ponavadi opravimo v Preboldu oziroma na Velenskem oziroma Šoštanskem jezeru. Tam dobiš ti padalo v roke, opravljaš prve štarte, potem se pa pač nadaljuje šolanje na lokalnih vzletiščih. Potrebno je, da so pač vzletišča in pristanki registrirani. V Zasavju imamo kar nekaj teh. Recimo sem spada mogoče, ali pa Zasavje z okolico, to spada recimo Laško, tamle Malič, Lisca je zelo priljubljena, Kopitnik. Potem pa tudi naprej gremo proti Mrzlici, Kav, Sveta planina nad Zagorjem in ta lokalna vzletišča so nekako primerna za vzletanje. Lažja in težja vzletišča mogoče se razlikujejo samo po prostoru, širini vzleta in pa dolžini, pa tudi nagnjenosti mogoče štarta. Zdaj malo je odvisno od razmer. Tisti dan, če imaš top razmere za vzlet, potem ne rabiš veliko prostora. Če pa niso primerne najbolj, ali pa da imaš slab veter, mogoče manj vetra, potem rabiš daljše vzletišče. In če je daljše vzletišče, pač načeloma je lažje za vzlet. In pa tudi mogoče malo bolj strmo, bolj kot je strmo, prej se ti kupola dvigne nad tebe in prej si v zraku. Ja, vzletel sem že kar na precej štartih po vsej Sloveniji. Veliko je lepih razgledov, pa veliko je lepih štartov, ampak nekako lokalno se mi pa še zmeraj najbolj dopade mogoče vzletišče Lisca. Na Lisci je tudi tako, da se da zelo dobre prelete narediti, da se tudi nazaj pristati, da se na večerni termiki pojadrati, malo se poigrati. Primeren kraj je tudi za pohodnike, plezalce in ostale, ki se lahko podružimo po uspešnem dnevu, rekreativnem dnevu. Pristaneš nazaj in potem je zelo primeren planinski dom na Lisci. Tam se podružimo in gremo v dolino, zvečer z mislijo, da se bomo
drugič spet vrnili in naredili dober prelet. Verjamem, da vas je zaščemelo v trebuhu nad neverjetnimi posnetki in da ste si zaželeli poleteti vsaj v tandemu. Kako priti do takšnega poleta, vam bodo z največjim veseljem odgovorili prijazni fantje v klubu, mi pa se vidimo prihodnjič v oddaji Portret.